si razvil tudi unikaten sistem, ne samo poslovnega, ampak tudi socialnega mreženja. Pa nam dej nam malo razložno, kaj to sploh je, koliko je to pomembno danes. Pa mislim, mi pri nas vedno rečemo, imaš veze, ne? Poznanstva veze, to je tako, sploh, ko imamo izziv, problem, pa to sploh, ne? Smo ljubosumni nekega, ki ima veze poznanstva, ne? Mislim, jaz sem človek, res dejansko 5 let nazaj, pa da ne izpade, ampak res 5 let nazaj, 6 let nazaj sem imel tista pašvora služba, delal sem v Kompasu, 30 ljudi sem skrbel, prišel dan doma, krog ferendov, ki je bilo, pa jaz sem ko sem delal v tem Kompasu, ko sem zaprl oči, me je bilo strah, kjem čez 20 let. In dejansko, ko ti začneš spoznavati prave ljudi, ki so pametnejši od tebe, glej, jaz vedno pravim, jaz sem lahko na enem od 2 področjih dober, ne morem biti dober na 44 področjih, tako ni šans, ne. In kar sem jaz pač ugotovil, da če imam prave ljudi okoli sebe, ki so na področjih, kjer mene zmanjka, to je pa na 99 področjih, v 99% področjih me zmanjka, če imel boljše ljudi, kakor sem jaz, in njih poslušal, od njih se učil, pol bom jaz, tem reči, dober in bom tako, ne bom zaspal. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben posameznik, lepo pozdravljen, Boško. Zdravo, Mark. Zdaj, ti si unikaten na večjih področjih. Si predavatelj, si podjetnik z lepo tradicijo, si mentor mnogim mladim, starejšim, zelo veliko vlagaš v poslovni razvoj oziroma v mreženje. Razvil si tudi unikaten sistem poslovnega in socialnega mreženja, tako da temu bomo danes kar nekaj časa namenila. Si lastnik licence Superbrands Slovenija in tudi CEO. Si lastnik medija Superznamka. Tudi o teh 2 izjemnih stvareh se bomo danes pogovarjali, ker Superbrands je trenutno ena zelo vroča tema, ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno. Si lastnik tudi znamke Poslovno mreženje in pa zelo ponosen si, da si tudi oče oziroma bom rekel, da imaš srečno in lepo družino. Predvsem lepo, Mark, to je izražene. Vem, da poslušala pa zato, se bom nastočil. Si pa tudi član upravnega odbora Združenja menedžerjev, sekcije Mladi menedžerji. Tako da čestitam. Zdaj, preden greva še bolj globoko, je moje prvo vprašanje, če bi se midva srečala v gimnaziji, ker bom rekel 5 let nazaj, ne, si hecam. Ja, 5. A si bil ti že takrat toliko inovativen, oziroma si rekel, jaz hočem iti v neke vode, kjer v bistvu spodbujaš mlade, ogromno si naredil za skupnost v Sloveniji, pomagaš v bistvu malo, bom rekel, vlivati samozavest, pomagaš jim odkrivati nove poslovne ideje, hkrati si ogromno naredil na področju blagovnih znamk, tako da si že takrat malo razmišljal, da boš podjetnik, inovator? Velik ne. Ne, absolutno ne. Ne, jaz sem v podjetniške vode, nisem. Jaz sem bil vzgojen v duhu, pač moraš imeti službo, KPI je bil, imaš pogodbo za nedoločen čas, če ne bom delal v industriji, da delam jaz sem začel, pač prva služba je bila, prva je bila res v industriji, sem star 20 let, pa brez šole, ampak lahko tudi kaj pol o temu, ampak ne, nisem. Jaz sem pač dejansko podjetništvo začel razmišljati, 35, 36 let, ko sem bil star, to je dejansko teh 5 let nazaj, ne. Jaz sem bil en klasičen pridem fantek, hodil na gostinsko šolo delal čez vikende, torej ali je bil šank, ali je bil kuhna, vse počitnice delal, ni bilo pri meni nobenih nekih večjih usmeritev, jaz sem se pravim, da sem, kakor sem delal in šolo, sem bil otrok, učil sem se od drugih zelo veliko. Torej, jaz sem pač spremljal, kaj drugi delajo in sem pač skušal te neke dobre prakse prilagoditi sebi. To ji rečemo, ne. V srednji šoli sem bil jaz en klasičen fant, srednja šola, nič kaj takega, resno, podjetništvo zelo prepozno, tako da, mislim, ne prepozno, ampak pač ne, ni bilo to nam prirojeno, povzgojeno doma, no. Tako da sem rabil res kar lep cajt, delal sem, se pravim, pri 35, 36 sem jaz začel neko svojo pot. Dajva se dotakniti, ti si zelo veliko delal na področju, bil si poslovni svetovalec, imel si svoje podjetje, v ogromno izjemnih zgodb si bil vpleten,
in na podlagi svojih izkušenj dolgoletnih si razvil tudi unikaten sistem, ne samo poslovnega, ampak tudi socialnega mreženja. Pa nam dej nam malo razložno, kaj to sploh je, koliko je to pomembno danes. Pa mislim, mi pri nas vedno rečemo, da imaš veze, ne? Poznanstva veze, to je tako, sploh, ko imamo izziv, problem, pa to sploh, ne, smo ljubosumni nekega, ki ima veze poznanstva, ne. Mislim, jaz sem človek, res dejansko 5 let nazaj, pa da mi spada, ampak res 5 let nazaj, 6 let nazaj sem imel tista švora služba, delal sem v Kompasu, 30 ljudi sem skrbel, prišel dan doma, krog ferendov, ki je bilo, pa jaz sem ko sem delal v tem Kompasu, ko sem zaprl oči, me je bilo strah kem čez 20 let. In dejansko, ko ti začneš spoznavati prave ljudi, ki so pametnejši od tebe, glej, jaz vedno pravim, jaz sem lahko na enem od 2 področjih dober, ne morem biti dober na 44 področjih, tako ni šans, ne. In kar sem jaz ugotovil, je, da če imel prave ljudi okoli sebe, ki so na področjih, kjer mene zmanjka, to je pa na 99 področjih, v 99% področjih me zmanjka, če imel boljše ljudi, kakor sem jaz, in njih poslušal, od njih se učil, pol bom jaz tem reči dober in bom tako, ne bom zaspal, nikoli, ker mi oni ne bojo pustili, ne. In to je poanta cele mreženja, s tem, da je poanta, da je zdaj skušam, dajmo reči, kreirati več nasmehov, ne, skušam skrbeti za ljudi, z bilijon stvari od povezovanja, od nasvetov, takih drugačnih, pa ne samo to, kar jaz znam, jaz povezujem, ne vem, jaz povežem Marka pa Boruta, ne, izpadne mi je Jack, ne. Tako da, ampak, da imaš to, se moš pokvarjati z ljudmi. Torej, to pomeni pogovori, poslušati, si kaj zapomniti, kaj zapisati, biti ful transparenten, ful iskren in kup enih stvari, kle ne moš fejkati. Jaz pravim tako, v Boslu mi ful vemo, outsourcamo lahko zelo veliko, najamemo zelo veliko, glej, mreženje pa ena stvar, ki ne moš outsourcati. To je pa meni tako, mreženje je pa nekaj, kar lahko sam ti delaš. Noben ne more to početi v tvojem imenu. Če dela v tvojem imenu, je to kupljeno, to ni, to je fake, ne. Torej, jaz vedno pravim, ko greš ti se povezovati, mrežati, bo folk ali se družil s tabo povezoval, govorimo na dolgi rok, zaradi tebe. Ali pa pač ne. Zdaj pa, a folk kupuje odnose? Ja. Ne? Ali je kdo v odnosu zaradi strahu? Ja. Ampak to ni na dolgi rok. To, kar jaz govorim, je tek na dolge proge. Deva se dotakniti ogromno mladih poslušalcev oziroma mladih podjetnikov je mogoče še na začetku svoje poti, nima še toliko močnega networka, kakor ga imaš ti, se ne zaveda še, koliko je to pomembno. Tudi jaz zelo veliko vlagam, pa me zanima, kaj bo tvoj nasvet, kako se sploh začeti mrežiti? Kar vabiti ljudi na kavice, iti na LinkedIn? Ne, v bistvu najprej je treba vedeti, jaz pravim tako vedno, mi smo osnova cele zgodbe. Najprej moraš vedeti, kje si ti dober, nekaj ta tvoja močna plat, s čim ti lahko bogatiš druge. Tega se moramo zavedati, tega se mi ne zavedamo, ker smo pri sosedu vse bolj, ne. Mark je ful bolj uspešen, kot jaz, vsi so boljši, ne, mi pa sebe, to, kar pa jaz delam dobro, pa čeprav mi lahko 20 ljudi reče, da jaz to delam dobro, ne, to ni to pomembno, ne. Torej, mi moramo vedeti, to je moja močna plat, kje sem ful dober in potem vedeti, kje te zmanjka, pa je pa zelo simpel. Treba imeti neko vizijo jasno, ne, kaj hočemo v življenju, postaviti cilje in se samo vprašati, ne, kdo iz obstoječe baze mi lahko pomaga meni doseči moj cilj, ne, oziroma koga moram na novo spoznati. In pa greš te osebe loviti, s tem graditi odnos, ki jih že imaš, ostale pa loviš zelo konkretno z vidika, ne vem, pa si pač proaktiven. Ja, LinkedIn, zaradi mene Facebook, dogodki, Instagram, TikTok, who cares? Ne, obstoječe bazo aktivira, da ti pomaga priti do nekoga. Ne. Saj ni sam, tukaj so nasveti, usmeritve, tukaj ti nekdo lahko skrajša pot. Ne. Jaz nočem tople vode odkrivati, če že nekdo to odkril. No. Ne, če ti nekaj veš, jaz tem poklicam rekel, Mark, daj mi pomagi in trik je še pri nas, ne, da se pravim še enkrat, moramo vedeti, kaj hočemo. To je zelo pomembno. Ne. In potem, ko veš, kaj hočeš, išči rešitve. Zdaj pravim, Google, pa sprašuj, pa s tem, da treba pogledati primere dobre prakse. Zelo veliko ljudi je zelo lepo zmreženih na določenem področju, je to zdaj marketing, prodaja, IT, ne, da je pa do njih. Vprašaj, kaj oni jejo, kaj pijejo, ne, kako oni živijo, uči se od njih. Ne. Sam nam je problem, Mark, ker smo mi blazno, smo tako skromni, pasivni. Če nekdo pride v tam primer do tebe, pa ti reče, Mark, jaz rabim pomoč, Mark bo skočil, bo pomagal, Mark sam bo pa težko rekel, mene pa kle zmanjka. Mi smo ful preponosni, da rečemo,
zmanjka me, rabim pomoč, da mi pomagaj. Se pravi, nisem jaz, dajmo reči, ne zagovarjam tega, da kar piš, pa kar pet na kave. Pet na kavo z osebo, ki ti je zanimiva, z osebo, ki ocenjuješ, pa ne rabi sam biznis. Jaz sem Boško vprašal, ne vem, koliko zdaj preko oče, sem, ne vem, pač jaz imam svoje hobije, imam nek svoj life, ne, imam veliko enih stvari, ki me zanima. In jaz si bom znal najti čas za ljudi, ki so meni zanimivi. Jaz se vprašujem besedne zve, ampak za kretene pa nimam cajta. Nočem imeti cajta. Za pijavke nimam. In se pravim, moramo pa vedeti, kaj hočemo. Ko vemo, kaj hočemo, pa se aktivirati pobude. Jaz imam par vrhunskih primerov, kako je folk pristopil do mene in me se to še vedno smeji. Mi smo ful prenovo proaktivni. Znaš, me je ena punca lepo pisala, je rekla, poslušal sem tvoj podcast, ful dober, se vidimo na eni delavnici. In mi da se čez 10 minut po telefonu govorila. Simple as that. Sam moramo vedeti, kaj hočemo. Pa tudi, jaz delam tudi z veliko mladimi, zdaj sem rečemo začel delati z Duncan Devilsi, to so fanti 18-19 let, kaj on rabi v networkingu, ampak to je tako, oni so še tako pure, što meni dober, tako pure in mi moramo biti ne glede to, da smo 20 let, 18-17 let mladi, kakorkoli, jaz kak pa dol, jaz sem toliko mladih spoznal, Mark, da je meni tako noro, kva so počeli pred 20 letih, sem jaz pred 20 letih, možda še vedno, da sem tako scary, kje so oni zdaj, tako top je, in definitivno, pa jaz imam par posameznikov, ko so že zdaj zavedajo, da rabijo mreženje, networking, dajmo reči, rabijo imeti dobre ljudi, kvalitetne ob sebi. In so blazno proaktivni, smart so, letijo čez meje Slovenije, nekaj, kar jaz 20 let nazaj, niti sanjo nisem. Super, se čist strinjam. Tudi jaz imam par mladih podjetnikov, ki jih v bistvu na nek način mentoriram, pa tudi oni mene, absolutno. In mi je zelo fascinantno, ker včasih, ko smo bili v drugem položaju ali pa še na začetku kariere, si zelo sramežljiv, si zelo previden. In jaz jim dostikrat rečem, dajte vprašati. Včasih boste presenečeni, kdo vam bo rekel, pa vas povabil na kavo, pa sam bodite zvedavi, bodite proaktivni. Veš, kako jaz rečem, Mark, noben uspešen človek, a je to zdaj uspešen športnik, a je to podjetnik, ne hodi po čopovi, pa ostavlja mimoidoče, pa govori, jaz ti lahko pomagam. Jaz sem tukaj, jaz ti lahko pomagam. Noben stoji na Prešernovem trgu, ima pa transparent, imam 3 ure, jaz bi vam to doniral. Noben to ne dela. Ampak, jaz sem prepričan, če od 10 vrhunsko uspešnih ljudi, če na pravilen način pristopaš, pa če si vztrajen, pa uporabiš prave kanale, pa to 6-7 se jih sigurno odzove. Mi smo pripravljeni pomagati. Slovenija je dokazala že 1000krat, da če se mi združimo, premikamo meje take gore, vse premikamo, če se združimo. Ampak se pravi, mi samo moramo priti, ampak jaz ne morem vedeti, da jim hoče, da jim pravim, meni poslati mail. Kako ne jaz to vem? Malo pa zunaj ljudi, ki zdaj razmišlja, znaš, meni rekel, me klicu, pa jaz vrnem klic, se rekel, je zdravo, Boško tu, pa prav, a ja? Se rekel, ja, prav, taki, ko se ti ne vračajo klica. Se rekel, kakšni, nekaj Boško tukaj, veš tako, taki kot ti, a veš, se rekel, da lepo bil, jaz sem, ne vem zdaj, a veš tako, veš, jaz pravim, lahko imamo spoštovanje do nekoga, ampak smo si vsi enako vredni, tako, ampak pure in to moramo živeti in stopi, pogled človeka v oči, stisne roko, reči, jaz bi to, jaz sem to, ampak moramo pa veliko delati na tem lastnem brendu, veš, kle nas malo zmanjka, veš, ne zmanjkam, mi bi doma sedeli, veš, pa jaz se tudi hecam, da danes, veš, tudi na dom tem ben več ne gre hod prodajati, veš, in 20 let nazaj so še zvonili na vrata, pa so imeli neki, pa so prodajali, teh ni več, veš, nobenih, a veš, treba biti, jaz pravim, dvigance, pa mičkam biti proaktiven. Se strinjam. Deva se še vtaknem, me zanima, zmeraj, ko imam na podcastu izjemnega gosta, tako kot si ti, me zanima, poleg vseh se pravi dejavnosti, obveznosti, da vodiš podjetje, da si v upravnem odboru, združenje menedžer, da imaš kar nekaj klobukov kot mentor, predavatelj, kako se organiziraš? A se ti pripraviš plan v nedeljo, za cel teden naprej, si vsak dan posebej? Daj nam malo povej, kaj je tvoj recept. Ok, mislim, zdaj tako, načeloma zbujam se okoli 5, tako
Ne, pa ni Gun 5 AM klub, ampak ne vem, pol 5, 6 let, poprečje ob 5 se zbujam in pol imam jaz tam v enih 7, pol 7, odvisno zdaj, kako se zmirjeno zmeniva, glede otrok, kdo jih pele, pa kako, je to nek moj me time, ne, kjer jaz pač skušam, da mora zdaj, če ful dela, pač delam, ne, če ne, pa je pač meditacija, kaj preberem, grem na kakšen hribček, ne, mene lahko vidiš, ne vem, tudi ob 6 zjutraj na nekem hribčku, kle lokalnim kranjski hribčki, ali pa pač grem hodati, ne, grem, pač skušam ta čas izkoristiti zase, pač da je to sam boško time. Če ne pa tako, načeloma imam tedenske plane, no. Jaz tako, načeloma vem, kaj moram v tednu narediti in pol načeloma si razdelim v glavi, kaj moram jaz narediti vsak dan in pol delam dnevno evaluacijo. Zdaj, če mi nekaj, ne vem, jaz točno sem vedel danes, kaj moram narediti, preden bova midva na telefonu, mislim na Zoomu, ne, jaz sem točno vedel in jaz sem double check vse naredil tisto, kar je bilo. Če slučajno ne bi, se ta task prestavi na naslednji dan, ne. Tako da skušam si, dajmo reči, načeloma na grobo vem, kako mi bo leto izgledalo, tipa, kaj bi jaz rad dosegel letu in pol vem po mesecih, pa skušam to drobiti na teden, na dan, no. Ampak če nimaš vizije, če ne veš, nimaš cilja, pa ga tudi ne moreš realizirati, ne. Tako da imam pa tako, skušam, če se le da, če nimam predavanj pa tega, da sem med 3 in 6 uro z družino, tako da grem zelo velikokrat jaz po otroke, pa peljem na atletiko, judo, gimnastika, jahanje, karkoli. Tako da je pač to, zdaj, če ne vem, rečemo zdaj, v tem trenutku so Vid pa Zala sta iskreno sama doma, zdaj bom Mirjana čez 3 minute prišla, ampak vse se da zmeniti, težko delujemo tako, in tudi Mirjano si v nedeljo pogleda v urnik, aha, ti imaš to, jaz bom to in je, lej, deluje, no. Ne dlakocepam pa stvari, no. Tako, če nekaj ne rata, se pač prestavi, se prilagodi, ker se veš, stvari se dogajajo, se žive so stvari in skušam pa dejansko imeti to, no, tako, ta nek, do 3 sem full aktiven, pa 3 do 6 načeloma je family time, če je treba iti nazaj v pisarno, grem lahko tudi takoj nazaj v pisarno, nimam tega v glavi, zdaj pa to kura, zdaj pa to moram, to, kar je moj lifestyle, ne, tako da in se lej, jaz bom šel v soboto, zdaj jutri, v soboto grem pač v pisarno, bom nekaj delal, ampak to je meni vseeno, petek je sobota, če treba narediti, se to naredi, ne gledam si na ure, ker se veš, čez podjetnik pa nimaš te od 7 do 3, ne, in meni je to top. Meni je to top, da jaz lahko zbiram, kdaj, kako, da se prilagajam, če si rabim frej dan, si ga vzamem, če pač treba pa pojača se pa pojača. Ne delam pa zelo tako poredko, pa delam po noč. Jaz pač, meni tista stvar tako, v 10 sem pa jaz med pol 10 sem pa že skoraj da na off, razen, ker imam 2 teden treninge in pol tako, jaz sem na 10-11, jaz sem že v povisel spim, no. Tako da to je taka, in pokle se enkrat zaključimo, da, pa spet 5 in tako da, to je nekako tako, no. Dajva se še dotakniti, me zanima, ko si začel graditi svojo kariero, pa svoj network, se mi zdi, da res danes je network zelo pomembna stvar vsakega posameznika. A si ti potem tudi načrtno rekel, lej, v tem tednu hočem spoznati to pa to osebo, pa si načrtno namenil, v tem tednu moram iti na 3 kave? Kako si stopil? Jaz sem na zelo čuden način, dajmo reči temu, ozavestil mreženje in to, ko sem iskreno na Radio Center dobil odpoved, pač me niso več rabili, mi smo se v 5 minutah vse zmenili, vse super. Takrat sem jaz tistem dnevu oziroma 24 urah 5 ljudi poklical in sem dobil 4 ponudbe za službo. Prej sem pa rabil 2 leti, da sem se zbrcal, pa rabil sem 4-5 mesecev, sem dobil 2 službi. In dejansko, valjda sem jaz tudi malce svoj spremenil, ne, in ni bilo nobene zamere, mi se še vedno z Radio Center ekipo slišimo, vidimo, top ekipa, ampak pač enostavno niso več rabili me, ne, in to je bilo to. In dejansko takrat sem jaz ugotovil, pravi ljudje, pravi pristop, pravi ljudje in dejansko nimam jaz nekega, jaz ne verjamem v KPI-je, jaz sem pač dejansko, če rabim nekoga, pač jih rabim 5 na dan, jih bom 5 na dan poklical, se pa zgodi, da ne rabiš cel teden nobenega novega, ne, ampak jaz enostavno imam en svoj model, en sistem top 100 in dejansko trudim se,
da zdaj že malo drugače, Marko, zdaj, kaj imam svoje dogodke, pa sem veliko zunaj, sem že kar magnet za veliko enih stvari, pa mi dosti folka samega pride. Ja, prej bilo pa načrtno, torej, jaz rabim super brands, ok, zdaj moram pa teh 10, 20, 50 ljudi v nekem obdobju spoznati. Ja, imam seznam, še danes imam seznam, ne vem, 50 ljudi, 20, ki jaz hočem z njim spiti kavo, zato ker ocenjujem, da bom jaz zato boljši človek, boljši podjetnik in tukaj jaz nimam benga problema. Jaz, če nekoga rabim, sem blazno proaktiven in si vzamem čas in grem na, če treba, čez 5 kanalov, pol leta, I don't care. Pri meni ni zamere. Ker je, sam veš, zelo smo premalo časa, zelo velike stvari, zelo velike spregledamo določene stvari, verjamem, a zdaj ti spregledal mail? Se je tudi že zgodil, zelo redko, ampak se zgodi. Mi pa škaj delamo, zdaj pa klasičen scenarij je pa, rabiš en teden, da napišeš mail in pa rabiš 2 dni, da ga stisneš in ga pošleš in pa ti človek ne odgovori in ti rečeš, vidiš, to ne deluje. Kaj pa če spregledal mail, kaj pa če bi človek bolan, kaj pa če ne vem, kaj se je zgodil, A veš, mi smo tako. Jaz sem pač, dajmo reči, pomagam posameznikom, so proaktivni, da dejansko grejo čez več kanalov, si vzamejo čas, pa ful je pomemben, da veš, da se pravilno pozicioniraš dajmo reči, v svetu sogovornika. Ker jaz ne morem priti do nekoga, pa mu rešujem promil problema, a se pojaviti, pa se prezentirati kot človek, ki mu lahko reši vse probleme. Treba biti smart, vzeti čas, jaz pravim biti ustrajen, ne pa nadležen. To je tak trik, moraš imeti pač mičkam občutka za te stvari. Tako da tek na dolge proge v vsakem primeru. Super. Dajva se vtakniti ene tvoje izjemne zgodbe in to je Super Brands. To je zgodba, ki je prisotna že v več kot 90 državah, več kot 23,000 blagovnih znamk se je pridružilo. Pa me zanima, kako si ti s tem srečal, kaj to sploh je, da ne malo več predstav za tiste, ki še ne vejo. To je ena posledica mreženja. Jaz dejansko vse projekte, ki imam, tudi mreženje posledice mreženja, v glavnem. Jaz sem se enkrat odločil, da bom šel v Zagreb. Šel sem 100krat mimo Zagreba, nikoli pa na kakšen dogodek v Zagreb in jaz imam kolegico Zori Jekolin in ona ima biznis kafe in je šla parkrat v Zagreb na dogodke in sem rekel, kaj Zori, lahko je s tabo in sem šel dejansko res. No, en dogodek, drug, tretji dogodek in to bi moj, dajmo reči, ta poslovni stop v Zagreb in danes, ko gremo v Zagreb, imam 20-30 ljudi, ker lahko na kavo in je danes to čist stop. V glavnem in tam je bila Lea, ki je držala hrvaško licenco Super Brands, pa slovensko licenco Super Brands in pride do mene, če bi jaz nekaj drugega pomagal, prejemu tržati neki medij in sem rekel, da ne, da pač mi to ni fokus in pride čez 2 meseca, bi ti meni pomagal na Super Brandsu. In jaz sem valjda naredil domačo nalogo in Super Brands zunaj močna zgodba, v Sloveniji poraz. In sem rekel, ok, in mi je povedala, kako se to dela, transparentnost to, meni so te stvari zelo pomembne in smo mi v tistem letu, dajmo reči, nismo nobene revolucije, ampak sem jaz pripeljal 15-16 Super Brandov, tako, dejansko, naredil sem toliko dober rezultat, da je prišel regijski direktor do mene in je rekel, če bi jaz pač prevzel licenco Super Brands. Ker Lea je imela 100 drugih projektov, enostavno ni imela fokusa na Sloveniji in tako je prišel do tega. Tako da dejansko jaz zdaj vprašam, če ne bi šel v Zagreb, vmes sem pa jaz v Zagrebu parim posameznikom pomagal, da so stopili not v Slovenijo, neke male uslugice in konec nisem hotel za to in so rekli, ok, tam je oni rečejo, ludi Slovenec, nekaj pomaga, pa nič noče, veš, ko. In tako je. Ja, način posem pa jaz dejansko, jaz sem se zavezal sebi in vsem, jaz, Mark, nimam nič drugega, jaz ne morem kupiti ljudi, ne želim kupiti, jaz lahko samo delujem na osnovi, da sem transparenten, jaz sem pač Boško Skrana, veš, kje sem, jaz nimam kaj fejkati, in dejansko hočem biti zelo transparenten in v Super Brandsu sem rekel, da bom delal vse by the book. Super Brands je 2005, 2006, 2005 vstopil v Slovenijo, vrhunska zgodba, pol je 2008, 2009, 2010 nekaj dol padla, 5 let ni bilo Super Branda, pa se je poberal, in jaz sem vzel, ko sem rekel, jaz bom to naredil tako, da bo najbolj transparentna zgodba ever, tako, da bolj ne mora biti. In dejansko, pa korak po korak, torej najprej najdu strateškega partnerja v raziskavi, poanta Super Branda je, da pač, mi smo zaključili ta teden z Ipsos raziskavo. Torej, gremo spontani preklic, reprezentativni vzorec Republike Slovenije, 1000 Slovencev vprašamo 5 vprašanj,
dam primer, eno vprašanje je, naštej mi 3 blagovne znamke, ki ti pridejo prve na misel. In mi smo dobili več kot 14,000 odgovorov in 1217 različnih blagovnih znamk. In jaz sem zdaj, to je prvi korak in je zelo pomemben korak. To pomeni, nobeden ne more nominirati blagovnih znamk. Če reče potrošnik, če reče Slovenija, kjerkoli brand, je not v naši bazi. No, in zdaj sem pa sestavil, danes sem iskreno zaključil, 25-članski strokovni svet, ki je seveda transparenten, jaz ga bom objavil, imena, priimke. Zdaj pa tako, 25 ljudi, ki delujejo v slovenskih top brandih, je dejansko z imenom, priimkom se bo izpostavili, bo rekel, ja, mi smo v strokovnem svetu super branda. Torej, bolj transparentno, kot to ne more biti. In jaz naredim tako, vzamem 500 blagovnih znamk, ki so največkrat izpostavljeni iz strani Ipsos raziskave, samo takrat, prvič nikoli več, jih razdelim v kategorije, zgolj zato, da lahko strokovni svet lažje ocenjuje blagovne znamke. Torej, vsak član na osnovi lastne percepcije in na osnovi 4 kategorij, ki so nam pomembne, dam primer, koliko jim blagovna znamka, koliko je kakovostna, koliko je zanesljiva, kakšne emocije povzroča, kakšno razliko na trgu povzroča. Dam primer, če oni vidijo, zmišljujem se, Beyond, kaj to njim pomeni, in na osnovi lastne percepcije dajo eno oceno od 0 do 10. In pa na koncu jaz dobim ocene in jaz sem zdaj dam primer Beyond, imam podatek, kaj je Ipsos, kakšen rezultat je na Ipsosu, kakšen je rezultat strokovnega sveta, zmržem te 2 podatka, zato da sta enakovredna, in spet od najboljše pozicije do dejansko od 1 do 500, pri 200 potegnem črto in teh 200 blagovnih znamk, ki jaz ne vem zdaj, kjer bojo, iz katerih kategorij, so dejansko te, ki so prišli cenzus super branda. In samo zgolj te bom pa jaz tudi javno objavil v svoji reviji na spletu, te jaz povabim, da pridejo jaz temu pravim, družino super branda za leto 2022. In seveda, če hoče priti, so pač neki fiji, ni, ker jaz pač imam cel sistem, ki ga moram tu sfinancirati, in se dobijo neki paketi in pa se pač o tem pogovarjamo. In kakor ste rekel, dajmo reči, moja vizija je, jaz sem rekel, ko sem že prevzel, da rabim 5 do 7 let, da dvignem super brand na nivo, ki je v velikih državah Evrope, sploh Portugalci, pa ful lepo se dela. Nisem predvidel situacije COVID-a, ampak smo kljub temu, dajmo reči, promet smo več kot 100%, smo boljšo realizacijo naredili. 3.9. sem imel gala dogodek, video sem ti tudi poslal. Mislim, res tako dobro, vrhunsko, odziv je bil vrhunski posameznik. Tako vidi se, da dejansko, tako rekel, posamezniki, ki se aktivirajo, zaupajo meni, in zaupajo zgodbi super branda in brez tega ni super branda. Tako da, in to je, jaz imam vizijo, ki je to čez 5-7 let, stvar je zelo transparentna, meni redko kdo reče, da ne bi z mano iz vidika strokovnega sveta pa tega sodeloval, in posledično je tudi se rodila zgodba super znamke, medija, tako da, glej, mi, dajmo reči, delamo še enkrat, male korake, ampak zanesljive, imamo še 160 stvari, ki jih moramo urediti, narediti, plačujemo ceno tega, da smo majhni, se veš, imamo mali budžeti, premalo časa, ampak smo ful srčni klej in premikamo meje in je ful dobro. Tako da, to je to, načeloma, kar se tiče super branda, in letos so za 2021, vrhunske, pa še to, kar je meni ful zanimivo, to moram res izpostaviti. Mi smo edini, po mojem, na trgu, ki lahko 2 zelo velika konkurenta prijeta v isto zgodbo. Torej, v super brand 2021 sta prišla in Mercator in Lidl. 2 velika konkurenta. Pa sta oba vedela, da bo tam not, pa sta oba prestopila. Pa Triglav, pa Generali. To. Pa dejansko SKB banka, pa Nova KBM. Pa imamo Barcafe, pa Elan, pa Vup, pa 2 brenda od Henkla, mislim, ogromno, to so vrhunski brendi, OMV, mislim, da jih zdaj ne naštevam vseh 16, tako, to brendi, Leone, mislim, kaj povedati, tako da res dobri brendi, vrhunski brendi in pol jaz delam še tako, ni sam badge, pa knjiga, pa gala event, jaz jih pol združujem med sabo, ker je veliko networkinga, veliko druženja, tudi hočemo, da skozi super znamko, skozi medije oni svoje zgodbe govorijo, pri nas rečemo v super znamki, mi za dobre zgodbe nočemo denarja.
če ima nekdo dobro zgodbo in bogati našo revijo, bogati našega bralca, ne morem centa vzeti, ne želim. In nič ne pogojujemo. A veš, mi hočemo biti ful transparentni. To pomeni, trajalo bo dalj časa, bolj se bomo namatrali, ne? Ampak bo bolj stabilno. In to mi je najbolj pomembno. Super. Upam, da sem ti odgovoril. No, ti me moraš ustaviti, o teh stvarih lahko dolgo govorim. Ne, super, si odgovoril. Deva se vtakniti, se pravi, kot si že prej lepo načel, smo vsi blagovne znamke in se pravi, ti imaš veliko pravka z blagovnimi znamkami, ali je to neka fizična oseba, ki si gradi svojo znamko, ali je to neko podjetje. Pa me zanima, prej smo že začeli malo govoriti o mreženju, kako začeti graditi poslovno znamko, pa v bistvu, kaj so največji potem izzivi pri tem, oziroma tudi pri mreženju, ki malo se opada zraven. Če govorijo za osebni blagovni znamki, ne? Ja, pevano osebno. Dajmo tako, mislim, ne vem, če moš vedeti, kako, jaz pravim, pri osebni blagovni znamki so dve stvari, sem zelo tako po domače povedal, ali dišiš ali smrdiš. A delaš dobro, delaš slabo. Ne? In o kere karte igraš. Jaz nikoli ne igram na karte, noben ne sme igrati na karte pozicije moči, torej, aj to zdaj denar, funkcija, politika, karkoli. To je tako, jaz sem Boško Praštro, samo to. Človek Boško Praštro. In vedno rečem najprej mož, oče, starš, levo, desno, ne? In potem še vse ostalo. Vse zgodbe, super brand, poslovno mreženje, super znamko so v mojem lifeu začasno. Ne? Enkrat bo šel v penzion, pa sem s tem dal ukvarjati, ne? Bom pa takrat Boško Praštro. In jaz vedno pravim, kaj delam jaz za to, da, Mark, challenge ni to, kaj boš ti meni rekel brez. Večine folka fejka, ne, so politično korektni, namečejo pesek oči. Mož blagovne znamke, ko jaz obrnem hrbet, pa z mojim hrbtom gorijo. Zdaj pa tako, ne morajo nikoli vsi govoriti, lepih stvari, pa Boško je faca, Boško je car. Ne? Meni je pomembno, kaj ljudje, katere jaz spoštujem, mislijo o meni. Ne? In fore samo temu, jaz se trudim bogatiti druge. Prave, ne vse, ker ne moram, ker niti nisem dober za vse. Ne? Ampak, in ko gradiš osebno blagovno znamko, najbolj pomembno, da veš, kaj je tvoje, ne? Kaj je tvoja vaba. Ne? Torej, po čem si ti dobro, po čem si ti znan. Ne? Jaz sem moja je bila, da sem meni zelo veliko hitro zaupajo. Ne? Zato, ker jaz sem transparenten, ne fejkam, še enkrat, pa nisem Marija Terezija, da nekdo mislil, sem najbolj popoln človek na svetu, ne, imam jaz tu svojih failerjev 300, ne, ampak hočem povedati, ne trudim se biti slab človek, no, načrtno, pa da bi izkoriščil pa vodo na svoj mlin in kdorkoli, kadarkoli začne, vsak od nas zna dati pohvalo. Fokus ne bo na 100 govornikov. Ne? Torej, jaz če vidim, da nekaj... Ali Mark, pogled, kako so se midva zbondala. Ja. Jaz sem tebi napisal, dobro zgodbo delaš, cool je to. Ne? Veš? In ti, ne glede na koliko pohval dobiš, ko dobiš pohvalo, mora biti iskrena, mora biti legit, ne moraš fejkati, ne? Je takrat, si pač dovzeten za to. Ne? Ja. In je bila ena kava, druga kava, zdaj ne vem, koliko kava še midva spila. Ne? Nekaj še bo, ja. Ja, ampak je bilo čisto. A veš, ni bilo pa, moj fokus je, seveda jaz vmes povem nekaj oseb, ne, ampak ne moram, če bom cel cajt jaz v procesu grejenja odnosa bil v ospredju, ne, bil jaz, sam jaz, ne, sogovornik bo pa je lahko najbolj navdušen nad mano, pošel stran slej ko prej, čez en teden, čez eno uro, ne, poanta je, da se pravim, tako neko pohvala je blazno pomembna, ne? Pa fajn je, da mi nekaj delamo, da drugi vidijo, da smo mi dejansko sposobni, proaktivni, da dejansko znamo nekaj kreirati. Ne? Torej, karkoli, dajmo sam daj skoč ven. Ne? Ker, dam primer, jaz če ne bi kreiral super brenda, če ne bi kreiral, ozbudil super brand, ne kreiral, ne, pa šel tako transparentno, pa delal dogodke, pa naredil super znamko z ekipo, jaz sem, super znamka je bila sam, jaz bi imel medij, pa lahko naštejem 10 ljudi, ki so to kreirali. Jaz nič ne znam iz tega narediti. Če ne bi Ines naredila koncept, ne, če ne bi bilo tima, pa IM agencije, pa Big Global, pa Kaje, pa Borisa, pa jaz ti lahko naštejem, pa Nike, ne mi en se njih odmakne, ni super znamke. Sam jaz njim to dam vedeti, da so oni meni, se pravi, blazno pomembni. Ne? In to jaz pravim, kaj ti delaš, da si nekdo želi biti ob tebi? Kaj kreiraš? Ne?
Če jaz nič ne naredim, je pol ni nič. Jaz če nič naredil, bo šla moja Mirjana jutri stran. Ja. Sorry, ne? A veš, in za mlade sam ne nimajo bremena, da so mladi. Če imam pa jaz problem, da imam mlad, je pa to moj problem, ni njegov. Ne? Točno to. A veš, mi se pa fulja, on je pa uspešen direktor. In če je? On ni človek. Ne? Zdaj, če pa ta uspešen direktor, menedžer, podjetnik, karkoli je, nadut, pa to je njegov problem. Jaz pa se lahko odločim, da pač s takom ne bom komuniciral in pač grem naprej. Ne? Ker slej, ko prej te zmanjka denarja, zmanjka pozicije, zmanjka moči, slej, ko prej. In taki ljudje, to je kot stolpnice, ki pade dol, ne zbudi se več. Tako da, dajmo reči, pol mrežensko ga ni več. In ne vem, se mimo, jaz pravim temu, ne rabimo, lahko samo slovensko zgodovino pogledamo v zadnjih 50 let, pa lahko gospodarstvo naštejemo 50 ljudi, ki ben noče biti zraven njih več. Zakaj? Zato, ker pač takrat so vodili določene podjetja ali pa skupine na poziciji moči, ker je bila sfejka, en jim je dal pač neko pozicijo in so to izkoristili napačen smer in danes jih ni več. To je simple as that. Jaz sem samo to srečo, da nikoli nisem imel nobenih stvari preveč, veš, nikoli prelep, prebogat, preuspešen in pa sem moral biti človek, veš, nisem imel druge izbire, veš. Pri meni ni bilo opcije, nismo plemenita družina, ne vem, 7 rodov, celjskih grofov, pa ne vem kaj, pač jaz sem Boško Praščilo, Škofja Loke, že živim v Kranju, that's it. Človek, meni drugega ne preostane, kot biti in poanta je, jaz sam pravim, upam, da ostanem čim dolg čas, mislim, da cel življenje, jaz temu pravim, hvaležen za vse to, ne. Je meni tole, kar se zdaj dogaja, ta podcast, ki midva, meni če bi še 3 leta nazaj rekel, da so to zgodili, bi rekel, da je z lune padel, ne. Da ste fulejnih stvari res, ampak najem primer, bodi proaktiven, pejt na kavo, ne se takoj obesati na nekoga, ne, skušim ga poslušati, povej nekaj o sebi in če druga oseba, ok, ko grejeni odnose bojstranska, ko bi rekel, bojstranska korist mora biti, in pa spet, dolgoročno, nič iz danes na jutri, ne gre. Se strinjam. Tudi jaz sem zelo vesel, da te imam danes, da te lahko malo ugrabim stran od družine, pa od tvojega busy urnika. Si pa prej zelo lepo povedal tudi glede ekipe. In se mi zdi to danes zelo pomembno, da vsak uspešen posameznik, podjetnik, menedžer je absolutno zaslužen zaradi tega, ker stavo dobro ekipo oziroma ima dobro ekipo, ki mu je pomagala. Pa me zanima, da ti postavil ekipo, kakšne lastnosti so ti bile pomembne, kaj si iskal, kaj je bil poudarek? Mislim, kar enih par vrednot, tako da jaz imam fura, meni je spoštovanje zelo pomembna vrednota. Torej, jaz se mi spoštujem med sabo, pa ful imam rad tako, da imamo to svobodo, kreativnosti. Moja naloga, rečemo, dam primer, super znamka je idealen primer, kako zgradiš ekipo, da je ne kupaš. Ker jaz dejansko resno, jaz nimam to gnarja, da bi šel zdaj kupiti ekipo, najeti ekipo. In oni vsi, ki delajo zato, ker verjamajo v projekt, verjamajo vame, in jaz skušam vse, kar delam, sam da jih ne razočaram. To meni prvi KPI, da ekipo obdržim, da je ne razočaram in da so oni happy klenot. In dejansko Ines, ki je pač ona odgovorna za vsebino, jaz iskreno, Mark, jaz verjamem, da ima ona, zdaj, ko je šla zadnja revija ven, a pa zdaj, ko bo decembrska sedela, ona ima jasno vizijo, kaj bo not, jaz ne vem, kaj bo not. Jaz se ne vtikam v to. Tim z ekipo iz agencije, ki dela dizajn, jaz ne vem, kakšen bo dizajn. Tam je ful dober primer, ki so delali prvo izdajo, ki je bila tista magnetna barva, in jaz prav tim bom naredil 3 opcije. Se rekel, Tim, noben od nas nima časa, da ti delaš 3 opcije. Ti nimaš časa delati 3 opcije. Daj naredi eno, v katero ti verjameš in to je to. Jaz, če bi vedel, kakšen dizajn bi hotel imeti, bi to jaz naredil. Jaz nimam pojma o dizajnu. Jaz res nimam pojma. Mislim, ne nočeš mene, da to, da jaz ti dam benchmark, kaj to dobro ni. Naredi nekaj, kar ti verjameš. In on naredi eno in je bilo tako. Wow, mislim, tako, vsem nam všeč, dosti drzna, taka močna prva izdaja. Bili smo pa vsi, ko bi rekel, smo se strinjali, da nočemo imeti ljudi, da hočemo imeti dizajn, ne pa profile posameznikov. In dejansko jaz, ker pač zelo veliko folka poznam, sem šel preveriti, potipati pri eni osebi, kakšna se zdi. Revija in ona, ta oseba je dala svoje strokovno mnenje, da je to ni okej. Torej,
dobim, gremo čez vadni vtisk, dobim zdaj in zdaj mi ta oseba, ki jo zelo cenim, reče, sorry Boško, to meni ni ok, kar je legit, ne? To ona reka nije nikoli, ne? In zdaj jaz kličem Tima in rečem, Tim, pač ta oseba reka, da ni ok. In zdaj panika malo, veš, zdaj jaz spoštujem tle in rečem, Tim, pravim, ćemo novo delati, ne? Novo naslovnico. Se rekel, veš, da ne vem, daj mi 2 minute. Spustim slušalko in si mislim, ok, zdaj takole. Na hitro, ko moraš biti hitr, ni zdaj še tako razmišljati. Se ne, glej, jaz zdaj, če rečem Timu, da to ni ok, bom njega čisto ubil. Ne? Če bom čisto sesul, ne? Bo panika in dvomam, mu lahko sledim neko seme dvoma, ne? Se to, glej, jaz sem njega, on je del ekipe in stavimo ven, ja, pa fant je zelo mlad, ampak lej, verjamo vanga, to, kar ne do legit, nam je ok, se rekel, škoda, kličem njega, se rekel, sam en odgovor mi daš in to je, a ti verjameš v to naslovnico, ker jaz še enkrat nisem ta prav, meni je hitro vse ful všeč, ne, pravim, ja, jaz verjamem, dan, sploh ne debatirava pošel tisk. In največ, dobili smo tako, zelo veliko pohval za vsebino, da je res vrhunska vsebina, pa dizajn je tako, dajmo reči, seveda so bili, ampak naslovnico mi še, en mi ni prišel pa povedal, dej kvas tega kleči z biksnal, ne. Tako, hočem povedati, da in dejansko in digital in to in portal, zdaj delamo portal, Kaja dela portal, no, se rekel, kaj je ti postal KPI-je? Kaj še mora biti portal, kdaj mora biti, imaš 5 strokovnjakov, ti povej, vzemi od vsakega tist, kar oni rabijo iz svojega področja, iz dizajna, iz tega in pa ti skreiri, najboljši portal, ki je možen. In ti povej, kdaj bo narejen. Kaj ni ti jaz rečem? Čez en teden, če ne realno. Rabimo 3 mesece, pa dajmo se vzeti 3 mesece. Ne? A veš, mislim, ni, ker jaz pravim, moja naloga je, da imam jaz prave ljudi na pravem mestu. In seveda, da dam ljudem čas, ne, da to vzamejo za svoje, ne, in da lahko oni pokažejo kreativnost. Ne. Ker najslabše, da jaz vzamem nekoga za dizajn, jaz govorim, kako dela dizajn. A pa jaz vzamem nekoga za prodajo, pa jaz vam rečem, meni Boris pomaga v prodaji. Mina sem se 5krat pogovarjal, jaz njim pravim, Boris, jaz v prodaji delam zate. Ti boš postavil KPI v prodaji, ne bom jaz. In ti boš meni rekel, kje mene rabaš, ne, da mi pa dosežemo prodajne številke. Ti vodiš prodajo, ne jaz. In če gledam z vidika prodaje, delam jaz zate. Iskreno, ne, jaz delam, ne, jaz sem kle, če rabi Ines karkoli z vsebino, jaz delam za njih. Mislim, delamo skupaj, ne, ampak jaz se nisem pozicioniral, jaz sem pa zdaj lastnik, vi ste meni. Jaz sem kle, da sem njihov support, karkoli rabijo, bom naredil, zavedam se, da nimamo 100K, zdaj doložimo, da smo jutri še ne vem to, ampak bomo tudi to skreirali, ne, in njim to paše, da imajo svobodo, seveda sem pa iz tiska moram, dajmo reči, kontrolne točke, deadline, pa gremo ekipa to, ne. Veš, mislim, mi se igramo cel cajt, ne, in meni je najboljši lek. Zdaj se veš, daj zmaga. Ko se oni dobijo na neko temo, pa tebe sploh ne vključijo. To je legit, to je tako, to je top. Oni se sedajo in se menijo, kakšen portal in tebe sploh ne vključijo. Ker pač sem rekel, mene vključite, ki me rabite. To pomeni, da oni dejansko dihajo za to, ne, in me bojo že pocukali z rokav, ko bi oni ocenili, da me rabijo. To je to. Ne? Super. Torej, glej, pravi ljudje na pravem mestu, dati jim svobodo, a se zgodijo napake, ja, valjda, mi smo zdaj super znamko 3 tedne zamujali. Kvaš naredil? A vi mislite, hvala, glej, a mi je cool, ni mi cool, ne? A sem zdaj čez okno vrgel senom, ne? Smo pa takoj naredili dejansko rezume, ok, dajmo to pa to narediti, da se nam to pa ne zgodi decembra. That's it, ne? Ker čez 2 leti, čez pol leta, mi nomo vedeli, smo šli ven 3.11., 15.10., to so neke stvari, ki so tako nepomembne, ne? A veš, se da vse skomunicirati, ni bilo, tako bilo splet malih okoliščin, ki so potrebovali to, da smo vas zamujali. In kaj zdaj, nam šampanc odprl za tega, tu nam šel pa jokati točno. In možda ekipi, sploh ne vem, vsi vemo, Mark, ti imaš velik challenge je dobiti prave ljudi na pravem mestu in da so oni motivirani, da ostanejo dejansko zvesti sebi, blagovni znamki, kateri kreirajo, zgodbi, ki jo kreirajo, da veš, da dejansko, jaz bi sam rad, da vsi dajo maks od sebe. To je to. Kolikor je to maks, kad damo, pa se bomo premikali nekam naprej. Sam, da ni gune pasivnosti, da ni tega, da pač jih stvar ne zanima, da delajo nekaj z muko, ker danes ne moš priti. Jaz ne verjamem, da lahko človek rečeš, ti to moraš. Ne rabimo.
Noro. Res sem navdušen nad tvojim razmišljanjem. Zelo malo, oziroma bom rekel, vse ta trend obrača, če dalje več je oseb oziroma voditi kot ti, ki v bistvu gre all in, ker tudi meni je vodenje in grajenje odnosov, je v bistvu spodbujanje oseb okoli tebe, da one rastejo, da skupaj rastete. In mi je blazno fascinantno, da si prišel svojo ekipo do te točke, da dejansko te ne rabijo, oziroma te vključujejo stvari, ki v bistvu so nujno potrebne, ne pa vse. In mi je tudi zelo fascinantno, da si prišel do tega, da imaš določeno osebo, tako kot si prej omenil, tima za dizajn, ker je on strokovnjak in njemu prepuščaš. In to je v bistvu ful težko danes narediti. Ogromen vodij ima še zmeraj izziv s tem. Mogoče, Mark, je bila, zdaj pa tako moram biti ful iskren, jaz si dejansko nisem mogel prvoščati zaposliti ljudi. A veš, in jaz sem bil prisiljen od začetka biti ful človeški. In seveda imaš to te drugi točke neko žge, ampak jaz nimam drugega orodja. Jaz zdaj ne vem, kako bi odreagiral, dvomim, da bi bil kaj drugačne, ampak jaz sem se bil splet okušen pripeljal, da moram biti bolj človeški in da moram bolj razumeti in dejansko pa tudi ta sreča, da res okoli sebe res cool ljudi in še enkrat, sem ful hvaležen. Jaz dam na 100 načinov in dati vedeti, da sem hvaležen in ne jemljem, meni ni samoumevno karkoli, meni tole, kar mi zdaj počneva, ni samoumevno. A veš, in kad ti nekrat niso stvari, meni ni samoumevno, da ne vem, odprem hladilnik pa nosita 2 jogurta, ne. A veš, ni mi samoumevno, gremo lahko, mi smo šli na delo v Benetke, da se mi nismo tresali, bomo koliko so cestnine, imamo za benz, ne. To so meni stvari, a veš, take stvari, in kad to živiš, ne, pol je cool, a veš, pa mi je cool, mi gremo a veš, tako to stvari, a veš, so meni ni samo eno se zjutraj mirjeno ob meni zbudi, no. To so take stvari, ki zdaj to moš pa res živeti. In kar je fajn v teh grajenju odnosov, da folk rečeš, cool si mi. Ne vem, koliko moških reče, kakšen moški je rad te ima. Cool si mi. Res, jaz sem ful vesel, da ste del moje družbe. Mi tega premalo, mislim tako, veš, to se ne spodob. Jaz sem zadnjič zdaj govoril z eno, pa to se mi vedno dogaja, pa kaj reče, ne spodob se za ženska to naredi. Pa bo doma po furi safar. Ne vem, a veš, mislim, kaj se ne spodob? Dejno, a veš, en reče, lik danes sem bil danes zjutraj na kavi z eno, prav, meni so kolegi rekli, da se neki dejansko kao ne spodob. Sem rekel, pač, na koncu, če ti to noš naredil, ne, boš ti tiskal noš imel za jogurt do hladilnikov. In vprašaj sebe, koliko kolegov ti bo prinesel 2 jogurta. Veš, to je tako, nehimo, jaz bom naredil vse, kar je treba, zato, da pač dejansko skušam živeti nek poln life. Zdaj, in da sem jaz srečen. Ne, da gledam benchmark enega drugega. Meni je vse en kvama en drug. Meni je samo pomembno, a si zadovoljen, a si srečen life, delaš to, kar ti je okej. In to je to. Zdaj, če en srečen, ko voz kombi, je hvala Bogu ljuba duša. No, mislim, zakaj morajo biti vsi odvetniki ali politiki ali menedžeri kaj tebe veseli? Še to moram povedati. Jaz sem delal kot študent v LTH-ju, zdaj tega ne več, Loške tovarne hladilnikov. To je so life nam pozabil. Delal sem ful veliko teh prepočil, po mojem letu se skap 2 meseca, pa 3 mesece, pa 2 meseca. In dejansko sem bil, škaj študenta te mečejo posod, ne. In ko je prišla ta skrina, stara LTH skrina, te zmrozalna, ne, je bila prva pozicija, ko so oni sestavili, ulili, ko je prišla na pozicijo, da se sestavljajo pokrovi, pa vodila pa to, je bil na prvi poziciji, pozabil sem tega fanta, je bil fant en, ki je delal vedno isto. Torej, a veš ti, daš ti košaro not, una vodila za košaro. On je to monteral. Pride gor, 3-4 šalfi gor tam, ne. To je bilo 4 minute, 5 minut je bila pozicija. Je on to naredil in je to delal cel dan. Ko je on dobil pogodbo za nedoločen čas, jaz zjutraj mi pridemo in on pride s pogodbo, jaz nisem videl bolj srečnega človeka od njega, ne vem, že toliko. Do takrat ne, še zdaj dvomim, da sem kakšnega srečal, toliko ponosnega nase, toliko srečnega, da on ima pogodbo na nedoločen čas. To je poanta zgodbe. On je bil takrat ful srečen in zadovoljen in tako bi rekel, zadovoljen sam s sabo. To je, dajmo reči, iskati te momente. Veš, en ima 3 milijone, pa je nesrečen, en je zgodil 4 bajte, pa je nesrečen, ne, ima pa svoj job, uživa v njemu,
pa je sreča. Mislim, dajmo tako, no, bottom line je, a delaš to, kar te veseli, ker pa si lahko uspešen, ne? A zadovoljen s svojim lifeom, noben problem, če nisi. Noben problem. A pa kaj pol delava, kaj spreminjava? Veš, kaj delaš ti, ko nisi zadovoljen s svojim lifeom, kjer je male korake delaš, da boš pa imel čez let, 2, 3. Meni je folk, ki je bil star 33 let, rekel, prepozan je, konc je. Si rekel, imaš prav. Kva boš naredil? Če tem pri 33, pa imaš pa zgodbe, folk pri 50, 60, 70 spreminja svoj life, spreminja drugi life, živi neki. Jaz sam ne bi rad se enkrat zbudil, pa rekel, zdaj mi pa za ful prve stvari žal, da nisem skreiral. Pa mislim, da bi moral, to je to neko normalno razmišljanje. Jaz nisem, pač skušam samo malo bolj vdihniti ta zrak, pa kakšno stvar več narediti. Super. Dajva se dotakniti, ki me blazno fascinira in kot si že večkrat danes izpostavil, res take, treba se je vzeti čas zase, te osnovne stvari ceniti, ki ti večkrat 2 jogurta, tako kot se omenil, noro, veš. In veliko ljudi ima danes izzive s temi, s takimi stvarmi. Pa me zanima, dostikrat izpostavljaš in vem, da si ti tudi večkrat v vlogi ne samo predavatelja, tudi mentorja, da se rad družiš z ljudmi, ki so bolj uspešni od tebe, a si imel tudi ti na svoji poti, ne vem, kakšno osebo, kakšnega mentorja, ki ti je pomagal na poti, pa kako ti v bistvu danes, kad te mladi kontaktirajo za mentorstvo, kako v bistvu to urejaš? Jaz, če sem ful iskren do sebe, imam, rečemo, jaz sem bil pa to znači, do 4. leta osnovne šole, 4. razreda osnovne šole sem bil zadostan. 2. In pa sem poslušal te stare, kako nič ne delam, kako nimam nič drugega dela, sam šolo, pa 2, in ena soseda je bila vedno odlična, ne? In pa so se te stare repenčali zunaj, moja pa odlična, tvoj pa 2. In jaz sem prvič v 5. razredu dobil normalno ceno. Ne spomnim se, je bila to 3, 4 ali 5, prvič v 5. Ta feeling, da jaz nisem loser, mi je bila, tako tega feelinga se jaz nisem hotel, ko bi rekel, znebiti, zgodba gre pa zdaj naprej, in jaz sem imel sosed vrata do vrata v bloku je Rade, njega so doktor klicali, on je meni blazno veliko pomagal pri matematiki, fiziki, pa je bil še en drug sosed Pero, sem hodil, on je delal še na železniški postaji gor, sem hodil k njemu se učiti, dejansko sem se pač že takrat zavedal, da pač če dejansko pač hočem ohraniti ta status, ne biti loser, je pač, da rabim druge, in dejansko to sta bila prva dva moja mentorja, iz tega vidika zdaj gledam in hvaležen do neba in kadarkoli še tako, lizanj sem videl od tega, od Radeta, kolega moj Aco, smo se pri frizerju srečali, tako gledam čisto drugimi očmi te ljudi, tako da, po je bilo pa en lep čas sem, veš, pa kar jaz sem neko obdobje, kar ne vem, kam je šlo to, živel, ne vem kaj, nisem tako polno živel, pa jaz iskreno vidim, to je tako triki, jaz čez vsakmu, ko z njemu govorim, vidim mentorja, to je tako zelo triki, ker dejansko do vsakega človeka se, moj vid je meni mentor, tako, zdaj se sliši zelo kičes pa to, jaz se veliko učim od Zale, od vida, od bilijona enega ljudi, zdaj pa če greš v podjetništvo gledati, jaz drugega nisem, ker sem pa mi ta rekel, da preberi to knjigo, pa mi ta rekel, da je to naredi, pa sem vprašal tako in dejansko jaz sem kle zgolj zaradi tega, posebej res ne lahko 340 ljudi ti naštejem, ki so mi pomagali, da grem v neko, v to smer, v katero sem zalaufal, ker če bi jaz doma sedel, se z nobenim ne ukvarjal, me ne bi bilo, mislim, pa bi jaz pač po vsej verjetnosti bil nek zapsihiran, bi še kakšen pir več odprl in to je to, Tako da jaz težko rečem teh 50 ljudi, pa še to, zelo veliko ljudi je bilo v mojem življenju, da bi reči, so mi ne pozitivno, ampak negativno vplivali name, mislim tako, ne pomnim se jih po lepem, ampak sem tu zato hvaležen. A veš, ker to je spet se nekaj naučiš, in kaj skušam delati je, da napake, ki si jih oni delajo, sam jaz ne delam. Zdaj, koliko sem zaradi tega manj naredil, nimam pojma, ne vem, ampak sam, da se pravim, tako da ogromno ljudi, pa še to, zakaj imam jaz lahko 200, 300, 500 mentorjev, zato ker res nobenega ne podcenjujem. Nobenega, torej za mene je lahko 15, 17, 20, 75, komorkoli, meni vse, kakšne so izkušnje, jaz pač meni so vsi equal. Tako, meni so v glavi, so meni vsi, zato pa jaz lahko stopam zraven kogarkoli, pa se z njega pogovarjam, brez da se mi tresijo kolena.
Super. Jaz, ko sem šel na združenje menedžer, to je ful dobra zgodba. Jaz sem odprl 2017 SP, imel sem 500 evrov na računu, pa sem stopil v združenje menedžer. Tako mi sprasko za članarino prvo. In sem v prvem letu sem dobil, ko bi rekel, plaketo ambasador povezovanja. Ne? Ja, zato, ker sem pa jaz pa se pravim, sem pripeljal, ne vem, največ novih članov v združenje menedžer. Pa in posledično pol tudi pri sekciji mladih menedžerov, upravni odbor in vse ostalo. Ne? Zakaj? Zato, ker sem proaktiven. Jaz, ko sem prišel nekam, jaz se nisem, jaz sem spoštoval posameznike, ki so odprli 15 trgov, jaz jih nisem, ki so imeli 1000 zaposlenih, ki so, ne vem, podjetje, ki je bilo v bankrotu, dvignilo na potenco 10, ne? In ko se ti pogovarjaš s takimi ljudmi, pol hitro vidiš, da je marsikaj se da narediti. Oni so uspešni na X področju, jaz sem pa na Y, ampak če pa združujemo pa X, Y, pa dajmo se, ne? In nobeden na združen menedžer, ali je bil to kjerkoli združenje, ali to, od JES-a, DMS-ja, kjerkoli sem bil, nobeden me ni vprašal, kva vozim. Amben me ni ocenjeval, kaj imam oblečen. Načeloma, oni so gledali, a je dobra energija, a si ti človek, a ga lahko obogatiš, a se zda s tabo pogovarjati. A veš, ne bi pa oni mogli z mano zriti odnose, če bi jaz prišel nekam, pa počepnil, pa se skril kot, pa bil tih. Tako pač jaz sem dvignil glavo, pa sem pač šel pogovarjati se. Pa še enkrat, zelo ogromno je nekih bilo napačnih kav. Sam tega vedno manj. Še v štartu si bilo pa takih enih kav, ko priješ na kavo in po 10 minut se vprašaš, ljubo duša, kaj skle delam. Tam to tudi možda čez, kaj ne? Tudi to možda čez, kar si rekel, da veš, kjer so te prave kave. Dajmo se vtakniti, zelo veliko iskric pa trenja prihaja tudi od temu tvojemu modelu Top 100. Zelo veliko se govori, pa nam predstav, kaj to je. Ok. Stvar je načeloma zelo preprosta. Pač raziskave v tujini kažejo, da mi načeloma človek ne more, ima lahko tam max 200, poprečno jih 100-155 ljudi v svojem življenju, s katerim lahko neobremenjeno spije kavo. To je tak en benchmark 155. Zdaj, fore pa temu, da to je raziskava v Ameriki, ti si bil nekaj časa, v tujini, ti veš, koliko so oni bolj odprti za networking, kakor mi. A drži? Prve roke. Jaz sem živel 2 meseca, 3 mesece na Floridi, bil še enkrat v New Yorku, pa nekaj v Houstonu, pa to zelo kratek čas, in dejansko hitro začutiš, da so oni tam, oni to živijo na potenco 10, glede na nas. A drži? Ja, drži. Ok, in zdaj, fore samo temu, da, ena stvar je, to je osnova, torej ne moramo imeti, mi imamo lahko v bazi 5 milijonov ljudi, baza, ampak načeloma naši možgani, max 155 lahko ima tak mičken poglobljen odnos. Zdaj pa tako, problem naš je, smo ful razpršeni in problem nas nima fokusa. In jaz nič drugega nisem naredil, kakor sem rekel, folko, pa gremo poskenirati svoje življenje, pa dajmo nekam, a zdaj pride tudi aplikacija čez čas, zdaj pride knjiga, pa bo prišlo veliko stvari, ampak jaz sem rekel, dajmo na eno mesto dati ljudi, kateri so nam cool. Za mene napišemo na WC papir, v Excel, v Word, tetoviri si, I don't care. Zakaj, da dobimo fokus? Ker imamo, evo rečemo, koliko imaš ti na LinkedInu sledilcev? Malo manj kot 14 000. Koliko imaš telefonskih not v imeniku? Ogromen, ne vem. In ker je tega ogromen, nas ta masa popolnoma ubije. In pa ratamo pasivni, zmatra nas, masa nas zmatra. Ker danes nam je človek vedno bolj dostopen, kadarkoli do, tako bi rekel, v naši zgodovini. 30 let nazaj, kar ni srečal, nismo imeli toliko kontakta. Danes imaš lahko, odpri LinkedIn, pa jih je toliko, pa TikTok, pa Facebook, pa posodje, pa dogodki kle, pa tam vedno je, so nam ful dostopen. In, da skrajšam zgodbo, jaz sam rečem, dajmo na eno mesto ljudi, s katerim se mi hočemo ukvarjati. Govorimo o toplih kontaktih, to, kar je zdaj. Če je treba zbuditi kakšnega sošolca, kakšnega bivšega sodelavca, in pa mi sam združimo te podatke na eno mesto, te kontakte, in pa se zgodi, da je vedno več kot 100 kontaktov. Tako, vedno je več kot 100 in jaz rečem, pustimo, tudi če jih je 150, 200, 300, pust.
ne obrnil se s temu, pri 100 potegnemo črto. Kar je več kot 100, sem jaz temu rekel, da je to nek neskončen seznam potencijala. Nikoli ne veš. Ampak to nam niso najbolj pomembni posamezniki. In rečemo teh 100, še prej delamo full segmentacijo, sam da te nam za celo predavanje kljužgal, ne. V glavnem, rečemo teh 100 nam je najbolj pomembnih, ne, pa rečemo teh 100, 20 je prioriteta, 80 je ključno, pa imaš neskončen seznam. In kaj smo s tem naredili? Mi smo sebi dali fokus in rekli smo, teh 20 so prioriteta v mojem življenju, s tem, da na ta seznam dajemo vse kontakte, zasebne, poslovne, vse kontakte. To je naš life, ne. Ker če jaz hočem spiti kavo s friendom, a poslovnim partnerjem, pa je to 1 ura, je to ura poslovnega, zasebnega življenja, gre 1 ura mojega life, ne? Je pač investicija ista v količini časa in na koncu imamo tako, 20 ljudi prioriteta, 80 ključno, neskončen seznam, pa so pa neke pravila, kako si blok ure delati, ne, v koledarju, zato, da vsake toliko cajta, jaz smo to tudi v telefonu, a veš, jaz grem lahko na kavo, ne, in zdaj, jaz ne rabim več opomnikov, ne. Jaz sam poskeniram mojih 20, točno vem, kdaj sem se z nekom, kje smo se pingnili, a smo, ali nismo, a bil že na mojem dogodku, a sva se kaj slišala, ne. In dejansko, če pa z nekom že dolgo nisem, pa obrnem telefon. Ej, čau, kusi, ali pošljem SMS, ali kaj polajkam, kaj pokomentiram, ne. Ampak imam fokus na mojih 100. Pa je pa še ena stvar, ne. Marka, se mi malo spreminjamo, tako v življenju. Stalno. Ok, ne, kaj jaz hočem, da s katerim jaz delam networking, ne, da on, ki pogleda svojo bazo, da reče, ok, ti si res zaslužil biti na mojem seznamu. Ne? A veš, da je ta, da reče, ok, če meni Boško nič ne daje, gre ven. Gre tako, lahko gre iz prioritetnih 20 na ključne, gre neskončno, lahko gre pa, imam jaz še, ne vem, še 1-2 bazi, ampak bom enkrat drugič o temu. Ampak v glavnem, poanta je fokusa, sam to, ker pol je pa tako, ko imaš ti fokus, ko ti veš, kaj hočeš, ne, kje si dober, pa kaj hočeš v lifeu. Mark, meni vsem, jaz ko grem na dogodek, jaz sem kol nobenega ne lovim, zato jaz lovim že vse pred dogodkom. Še ne rabim nobenega loviti na dogodku, jaz grem na dogodek uživati. Jaz se smejem in gledam gune, ki nimajo, ki dejansko, ki bogi letijo kaj sveta na cvet, veš, pa iščejo folk, pa dalajo vizitke, pa se obešajo tam. Ljuba duša, to lahko vse naredi že prej. Ne rabiš se matrati tam tok, ne? Tam se vzem čas, tam bo uživanje v dogodku, pogovarji se, ne? V glavnem, torej hočeš še povedati, ko jaz vem, kaj hočem, meni vsem s kom govorim, ampak pol, ko pa jaz vidim, da je nekaj meni zanimivega, pa jaz hočem takole. Pa jaz to vzamem, rečem, naredim follow-up, gremo na kavo, gremo na kosilo, pa se gremo družiti, karkoli, a pa gremo, če imam pa neko idejo, konkretno, sestanek, gremo v pisarno, pa sem zelo proaktiven, me nič ne ustavi, ne. Če ne, pa imam small talk in se pogovarjam. In mi je tako. Upam, da sem ti odgovoril, no. To je nek model top 100, no. Ampak vse poanta je sam, da se fokusiraš, daš na eno mesto ljudi, s katerimi se hočeš ukvarjati, s katerim lahko spiješ, hočeš spiti kavo. Ne daješ kle gor ljudi, ki ti pač enostavno pač grejo na bruhanja, pa pač jih ne ceniš zaradi njegovih vrednot, dejanj, kakorkoli. Dajva se še dotakniti, zelo dobro in verjamem, da bo tudi kar nekaj naših poslušalcev to 100% naredili. Dajva se še malo dotakniti, tvoj mindset je danes res fantastičen, ampak verjetno včasih je bil majhen drugačen. Pa me zanima, tudi ko si ti poslovno rastel, pa ko si, ne vem, stopil v vlogo od zaposlenega do vodja, pa potem zdaj imaš že večjo ekipo, kako se je tvoj stil pa percepcija vodenja spremenil? Kako si ti kot oseba tudi rastel? Jaz sem prvič postal vodja na Kompasu in dejansko jaz sem postal vodja posameznikom, ki so mene učili posla v turizmu. Torej, Matjaž iz Kranja je meni, Škofje Loke, v Kranju dela, on je mene dejansko pripeljal not v Kompas, ne, on me je učil, pa Tatjana, pa Andreja, pa Tanja, v glavnem eni so še vedno v Kompasu, enih ni več, ne. No, to je folk, ki je mene učil vse, od prve stvari, kjer je od destinacijah, jaz spomnim prve koris police na roke, ki sem pisal, to se je tako roka tresla, ne. In po 3-4 letih sem jaz postal njihov vodja. Ni boljše šole kot to. Kako nekomu, torej nekdo je starejši od tebe 15 let, 20, 10, je v poslu že 5-10 let, ne, ti si 2-3 leta in ti postaneš njegov nadrejeni.
Ne? In če ti, kljub temu, da si šel ven z kompasa, jaz še vedno, kjer ga kot danes pokličem še z mano na kavo, ne? Pa veš, da si naredil good job. Meni je bilo vedno, spet ful pomembna stvar je bila transparentnost. Ne? Problem v kompasu je pri meni bil, ker nisem imel nobene iskrene moči. Ne? Torej, jaz sem lahko bil sam spet, še enkrat, sam človek. Jaz nisem mogel nobenemu dati odpoved, nobenemu večjo plačo, nobenemu nič nisem mogel dati. Jaz sem bil middle management, dejansko, oni so me gor tepali, te so me dol tepali, jaz sem bil pač ping-pong, kar so me najbolj, ne. Res nobene moči odločene, s kompasa je bilo to ful enih dobrega folka, ful izkušenj, pa imel sem naziv vodja podalnega servisa, ampak dejansko iskreno pa nobene moči. Ne. In takrat ti ostane sam to, da si človek. Ne, in če takrat se ne repenčaš in skušaš, dajmo reči, spoštljivo z njim delati, ne, potem bo folk, ki jim nimaš kaj dati. Jaz nisem mogel kupiti mojo ekipo, jaz sem lahko bil sam človek, ne, dejansko so oni tudi človeški pol do tebe. Ne. Tako da to je bilo, dajmo reči, moj prvi, in takrat sem jaz to imel v sebi in to sem pustil isto, ko sem prišel na Radio Center. Ne. In če jaz pridem na nov medij, jaz nisem vedel, Mark, jaz sem vedel, kje se radio prižge. Resno. Mene, če bi na sestanku, ko sem imel na razgovoru, rekel naštej 6 radijskih postaj v Sloveniji, jaz ne bi dobil joba. Oni so hoteli neki posameznika, ker jaz sem vedel veliko o prodaji, pojma nisem vedel o medijih, pojma o radiju. Ko sem hodil po agencijah, so se eni tako posmehvali, pa tako, kjer bogi, ne. A veš, ti noš držal temu svetu marketinga, ne. A pa salesa, tega področja. Ampak sem imel top ekipo tam. Torej, tista ekipa, ki sem jaz prišel, sploh ta ljubljanska ekipa, je bila tako, vrhunsko me sprejeli, jaz sem se res trudil, parih mesecih prešal to vse, razumel zadevo, ne, in še, a veš, ampak hočem ti povedati, da pač spet sem bil človek in oni so videli, da se jaz res trudil. Ne, to je to, jaz spet nisem imel nič drugega tam, ker če mene ekipa tam ne bi kupila, ne, potem tudi ta en let dober ne bi bil tam, ne. Jaz se še vedno danes slišam in z Markom, in z Borom, in z novim direktorjem, Gregorjem in z vsem, razumeš. Vem pa, s katerim dvem tržnike se pač nisem ujel. Who cares, ne moreš se z vsakmu, ne. In pa, ko sem dobil podpoved, sem pa isti dan vse jaz poklical in sem rekel, dobil sem odpoved, če sem tako užalil, je bilo skolj nič tako osebnega, je bilo v žaru borbe, da Radio Center bo tam, kjer pač mora biti, tam, kam je mesto, ne. Fanti, tako, ni bilo nič, je še danes, grem zelo velika, ker v Maribor se ostavam, čeprav zdaj problem, da jih ne poznam več, ne, ampak hočem povedati, skušam biti res čist človek, ne, in pa če vodiš na ta način, to je tako, ne vodim nikoli, pa ne komuniciram iz pozicije moči. Pač nisem tak človek, tudi nisem neki, jaz ne grem jaz ven, pa se klofam, pa to, jaz bi raje tako, dajmo se pogovarjati, dajmo se objeti, dajmo se družiti, dajmo biti tako iskreni, transparentni, če se pa ne moramo, da pač ni energija, da je 5 levo in 6 desno, no, daj. Absolutno. Pa ti odpovej, kaj te je bluša, greš ti levo ali desno, pa 6 kontra, sam nova ti šala eno drugega, no, če res ni potrebe. To je to. Se strinjam. Zelo me zanima, se pravi, kot sem že prej povedala, ogromno imaš nekih klobukov, ogromno nekih vlog, tudi tvoj mindset je fantastičen. Jaz zmer, ko te srečam, imaš nasmeh na obrazu, si poln optimizma, daš ogromno energije od sebe. Pa me zanima, kako pa ti poskrbiš v tem, bom rekel, 21. stoletju, tempo je hiter, veliko se dogaja, veliko smo pod stresom. Kako se sprostiš, kako poskrbiš za stres? Jaz imam tukaj ful srečo, ampak resno, jaz se ful hecam mlado ženo, res imam tako, res meditacija mi zelo veliko pomaga, večkrat sem jezen sam nase, ker sem na enih 90% realizacije, nisem ful priden, sploh je problem, ko gre ful vse dober top, malo pozabiš, in glih takrat moraš ful delati na temu. Skušam zdaj v zadnje čase tudi tako, Kle je resno, tudi Mirjana vidi, tisti moment, ko mi rabimo, pa tašča je faca, pa mulce vzame kdaj. Tako no, znava si zmirjeno vzeti čas, da se skupi sama. Če pa jaz rabim unih 5 minut zase, primer, preden se zvečer dan, pa sem z bongam, pa rečem, sorry, danes sem šel na trening, ne morem, bom šel sprehajati se, pa karkoli nimam kol, mi Mirjana ne reče, ti kva zdaj ti neki, ne. Klejam res full support, no. Mi jaz res trudva, da so si jaz mislim, da imamo čisto eno klasično vezo, ne mečeva si polena pod noge, ampak se trudva razumeti en drugega in jaz imam to svobodo doma, da sem lahko jaz in pa sam to svobodo sem prinesel posel.
Torej, če jaz rabim, edino, kar se rabim še naučiti, Mark, je to, da sem večkrat sam sabo. Jaz sem ful s folkom in pol je challenge, seveda, ko prije folk do tebe, ima izzive, ima probleme in jaz pač je zelo čustven, pa imaš empatijo pač močno, pa vlečeš to ful nas in rabim najti filter, da to pucam, klej mi je ful enega folka pomagal, v nekem dobju tudi Sandra, pa ful enega folka, ko je bila tesnoba, pa nisem vedel, kam se obrnem. Torej, če gledam, cel življenje vse je ok, business cool, to cool, tako, v celota mene pa tiši. Mene pa klej v prstih dihati ne moram, kaj je narobe, no? A veš, in pa še enkrat spet, mreža, kdo je to klej dober, greš povedati, da je to pa to deli, ne? In dejansko, kaj opažam, da imamo, torej, da sem v poslu, da delam to, kar mi je cool, da imamo te družinske dneve, smo mi vsi skupaj, pa nam je to top, da imamo jaz pomirjen na svoj čas, pa da jaz, ko rabim ta čas zase, da si ga lahko vzamem in da nimam slabe vesti, z vidika, rečemo, da ti reče žena, zdaj pa ti šel, cel dan te ni bilo, zdaj šel pohodati. To se pri meni se ne zgodi, ne? Kvečmo je še ona tista, ki pospeši, pa reče, da peš nekam, a veš ko, tudi klej moram, jaz sem ful hvaležen in ne sam traja, res tako da forever, ne? Ker je preveč stvari, veš, ker je ogromno ljudi, ogromno se dogaja in trik je, kdaj znaš, da ustaviš možgane, da ne razmišljajo, kar je res problem. In meni klej meditacija ful pomaga. No, zdaj smo še eno napravca, ko poslušaš, veš, tem prvenstveno poslušaš srce, veš, ker meditacija je ful problem, da se ne znaš umiriti, ne. Tem prvenstveno, kot slušalke, poslušaš utrip srca in ko možgani poslušajo utrip lastnega srca, po defaultu ne moš toliko razmišljati in ful deluje. Tako res, cool zadevca. To pa res naredila. Deva se peva še malo na tvoje osebno življenje, na fun fakte. Me zanima, omenil si, da tvoja ena izmed najljubših knjig je Start with Why, Simon Sinek, ki ga verjetno poznamo, pa mi povej, kako? Pa mislim, veš, kaj je bila fora? To je bila ena takih, dajmo reči, med prvimi knjigami, ker jaz nisem bral, veš. Zdaj, če ti pokažem, klej jih imam ful, ne, a veš, Simonova klej, veš, tako. Imam ful enih knjig, veliko je bilo teh prodajnih, ker sem imel občutek, da nikoli nisem dosti dober v prodaji, pa sem prebral enih 20-30 prodajnih knjig, pa imam ful enih, sem imam 500 knjig, ampak fora je sam, da ta knjiga je bila, ampak res ta why je tako zelo simpel, pa globok, pa širok, pa močan, pa če veš, zakaj nekaj delaš, ne, boš to lahko delo, če ne veš, zakaj ljuba duša, pa te zame tako, lahko to v 2 stavkih razložiš, ne, in meni je bila ta ena prva knjiga, ki me je tako, ki ti je dala zamisliti, ne, saj jo prebereš, misliš, koliko si jo, ne, in porabiš nekaj časa, da to daš v prakso, ne, in jaz se ful veliko vprašam, zakaj, ne, veš, tudi ko delamo mreženje, jaz vedno rečem, povej mi ta foro, ne vem, da vsak od nas mora zapisati svoj, zakaj se hoče mrežati. Ker če bi mi imeli to zaveščeno, pa če bi to živeli, pol jaz ne imel kje zadelati. Ne? A veš, ker je problem, da mi moramo, ko pademo ta nek dnevni ritem svojih stvari, ne, pa ko so challenge, ti moraš vedno se mora ta zakaj vklopiti, zato da se konstantno ukvarja s folkom. Ker mreženje je tako, če jaz danes neham se svojo mrežo ukvarjati, je samo vprašanje ure, dneva, tedna, meseca, ko bo moja mreža, dajmo reči, dvignila roke nad mano. Zato je pa to pomembno, da imaš pravi ljudi okoli sebe. No? Ne vem, se ima ful enih, ne vem, tudi ta Sabri Subri, Selway Crazy, pa ful imam enih knjig, ko so take, ko so ti dale, tako, ko so legit, a veš. Kaj pa kakšna serija, najljubša hrana? Jaz imam ful mora te take, ko so, ne vem, zdaj je bila ta ena izraelska, ne vem, če prav izbira Fauda, nekaj tazga je bila na Netflixu, tako te tajni agenti, pa to me je ful dobro, tako pa ne vem, jaz sem ful take močne dokumentarce, veš, tako da ima nek message, to mi je tako fajn, ne, kar se če hrane, sem po moje pa najbolj simpel, jaz bi se prodal za dober sendvič vedno, ne vem, dober sendvič, sploh ti opisati ne morem. Ful mu rad stvari na žlico,
Take preproste stvari. Pa po moje, če bi mi vsak dan delal krompir, bi zmagal čist. Tako simple jedi, nismo mi. Čeprav meni je tam malo gurmano, veš, tam malo mi je pa, on ti je pa suši, pa taji, pa veš, 9 let star, si rekel, dec tebe, zaprav ti, lažje te je oblečka na futra, veš, tako da, ampak je top, no. Mislim, to so ene take, reč me ne, res, kolikrat je krompir, sendvič, župa, ne, jote, to je bil, ne, žganci, to je to. Pejva na vprašanje najljubši podjetnik, oziroma kdo ti je tako, bom rekel, vzgled, oziroma ga zelo spoštuješ? Dajmo tako, ne vem, v tujini, ne, Mark Cuban, zato, ker je našega Dončića vzel, ne, tako. Ja, ne, legit guy je, tako, veš, njemu vidiš, da je, veš, mislim, sploh, ko pogledaš, pa vse je počel, pa zdaj kreira, mislim, pa dol, ne. A veš, to rehe oddiha, spolnuje pljuče, dobro dela, tako, fajn je, no, pa tudi, ko je, zdaj so bili v Sloveniji, veš, imaš občutek, da je pač lahko, da bi z njim lahko spil kavo, da ne bi bil tako, da ni nek, ne vem, ne poznam ga osebno, ne vem, če ga kadarkoli, ampak tako, deluje mi tako, okej, glej, v Sloveniji je pa ful enih podjetnikov, ki so taki zanimivi, ne vem, meni je pač, ne vem, Ivo Baskorol, ne vem, pa zgodba Pipistrela je legit, klemo, kva delajo v svetu, ne vem, pa Krapovič je vrhunski, glede, da mora reči cele zgodbe, kako se gradi, vse imamo mi kar lepih zgodbic, tako, pa to je neka taka stvar, kar rečeš, glej, glih, da, ne vem, veš, ne vem, jaz sem imel to srečo, smo šli enkrat gledati, eno ekipo obrtnikov sem pelil s kombasom v Pipistrel, mislim, kad ti slišiš ono zgodovino, kako so oni še švercar z Italije, določene stvari, pogone zmaji, pa to ne, pa da priješ do tega, da delaš, mislim, to je kapo dal, ne. In mislim, da smo premalo se zavedamo, kaj imamo sploh v Sloveniji in premalo damo takim posameznikom, dajmo reči, en respekt, pa en močen aplavz, no. Pejva še na aplikacije. Kaj se ti skriva, kaj v tvojem telefonu? Ja, glej, mislim, ne vem, glej, jaz sem tako, a se LinkedIn šteje z aplikacijo, šteje? Ja, ne vem, glej, Kindle mi je top, zato, ker pač dosti berem, ne, čeprav zdaj sem malo se zabremzal tle, ker moram jaz pisati, pa ne moš, ne, Kindle, LinkedIn, ne vem, vaš imam je tudi take simple stvari, kakor je Keep od Google, mi je tak cool, ker lahko takoj nekaj napišem, tako, no, nisem pa neki ful, jaz rabam kar nekaj časa, se videl sem plus 40, pa rabam kakšen mesec več, da nekaj osvojim, ne? Ampak mi take stvari, no, po moje nobene, ne maram pa ful enih stvari, ki me na 16,000 stvari spominja, pa opozarja, pa koliko korakov, koliko tega, to mi je bilo mogoče kakšen let nazaj ful dober, pa too much information, no? Tako da, in skušam to malo dati na stran. LinkedIn mi je top, zdaj bom počas skočil TikTok, pa take stvari počas, tako da veliko je nekaj lepih stvari, no. Tako da Kindle, LinkedIn, bi rekel, to sta dve top stvari. Super. Pejva še na najpomembnejše vprašanje, na najno zaključno vprašanje, in sicer, zdaj to moram malo nervoznega narediti, imamo že kar lepo bazo poslušalcev, tudi ogromen, bom rekel, podjetnikov, zelo uspešnih podjetnikov, tudi predsednikov uprav, nas spremlja in se v bistvu uči. Kaj bi bil tvoj zaključni ali pa več zaključnih naukov za naše poslušalce? Od mladih do že zelo izkušenih. Okej. Prva stvar je tako, da v podjetništvu, če gledamo zdaj podjetništvo, ker je pač ne, se veliko pogovarjamo o temu, je bolj je, tako rekel, smiselno je več časa, energije posvetiti temu, da gradimo odnose, in ne zgolj posla. To je meni tako zelo pomembno. Zelo veliko smo preveč v biznisu, premalo v temu, da pač imamo pravi ljudi okoli sebe. To je ena stvar. Torej, dajmo več graditi odnose, pa pač, pa nam rekel, malo manj posla. Pol je pa tako, ne, kar sem jaz ugotovil, ne, da imamo premalo časa, da bi ga trošil napačne ljudi. Torej, če ugotovimo, da imamo pijavke okoli sebe, ki nas ne bogatijo, pa nas konstantno vlečejo, to ne pomeni, če ima nekdo problem, prisluhom pomagi, ampak če se nekdo živi včeraj po konstantno istih problemih, pa naredi koraka naprej, pa pač ne rabiš s tako človekom. Jaz se bojim tako, ne bojim, ampak ne želim imeti ljudi okoli sebe, ki jamrajo, da nič ni možno narediti, ki je vse težko, pa kriza, pa ni služb, pa ni izzivov, pa tako, mislim,
takih ne maram, pa ne maram ljudi, ki dejansko rečejo, veš, Mark, to je tako, ne easy, veš, 2 klika, 3 to, 2 milijona, to je 20,000 krat 3, to je 600 jurjev, to tebi 300, meni 200, tako, ki mi začnejo pri 5 minutah o milijonih govoriti, no, takih ljudi ne maram okoli sebe. Torej, v glavnem, premalo časa, energije, da imamo pač napačne ljudi okoli sebe. Torej, treba pač nekako biti politično korekten, malo manj fokus jim dati, ne. Pa kakor sem rekel, lej, mi se moramo po mojem zavedati, da, veš, če smo v podjetništvu poslu, lahko zelo veliko stvari najamemo, lahko outsourcamo, lahko kupimo, ne, razen mreženja. In tukaj gre lahko in vodenja. Mi dejansko to ne more noben delati namesto nas. No. Tako da to je ena taka stvar, da pač bodimo čim bolj autentični, dejansko pa dajmo kreirati tam nasmehe. Ne. Ker čisto vsak uspešen vodja, ne, ki tako ti bo naredil vse za to, da je njegova ekipa zadovoljna. Ne. Zdaj je pa še ena stvar, ne. Če pa jaz dam svojo energijo napačni osebi, če zaposlim napačno osebo, sem si jo sam kriv. Ne. Veš, torej, malo več kot 3 na svetu so bili, ampak ne, meni je to tako, dejansko bottom line, cela rdeča nit, cele zgodbe bo človek. To je to. Wow. Boško, jaz sem navdušen. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bil Boško Praštalo. Bova začela s tem, da si mož, oče, izjemen predavatelj, podjetnik, mentor, strokovnjak za mreženje in osebno prodajo, moj dober prijatelj in jaz bi se ti še enkrat iz srca zahvalil, da si vzel čas, da si delil z nami tvoje poglede, izkušnje na svete, da si nam predstavil ta res izjemen svet mreženja, poslovnega mreženja, grajenja svoje poslovne znamke. Tako da Boško, še enkrat res najlepša hvala. Hvala te, Mark, meni je tako ful dobro, ker še pol leta nazaj sem spremljal podcast, nekojiš, to so pa res, sam res vrhunski ljudje so kot pred tebi, ne, in da sem se danes najdel v tej, ko bi rekel, vlogi, res hvala, no, tako da hvaležen, hvala ti. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.